Boša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes nas čaka en heavy leg day. Hamstring focused, na sporedu so tudi Smith Machine squati, tako da danes ciljamo na nov PR na Smith Machine squatih. To je nekako zdaj slog treniranja. Iz tedna v teden, oziroma ne vsak teden, ker to je nemogoče, ampak vsake par tednov napredovati, dvigati kilažo, postajati močnejši, graditi to mišično maso, ki jo želimo graditi v bulku. Par dni nazaj je bila tudi nova sprememba narejena glede hrane, tako da 4200 kalorij trenutno, tako da nov full day of eating prihaja kmalu, mogoče v naslednji epizodi bom videl, ampak danes se fokusiramo na res ta heavy leg day, na hamstringe, ki mogoče kakšenkrat se jim ne da preveč pozornosti. Jaz osebno imam celoten trening za njih. Jaz sem svoje segrevanje, mobilizacijo, tisto, kar naredim pred vsakim leg dayem že naredil. Malo kolesarjenja, malo hoje za nazaj, za kolena sem tudi že opravil. In začnemo takoj s prvo vajo. Tako da adduktorji, da odpremo malo kolke, da jih lepo segrejemo in da bomo potem spremni za počepe. Let's go! Adduktor, lih en working set, zelo dobro smo se aktivirali in se greli. In zdaj gremo na prvo vajo z zadnjo ložo in sicer ta laying unilateral hamstring curl. Tukaj spet sem našel, da mi ful paše, mogoče pred kakšnim heavy počepom, da res dobro segrejem hamstringe, se ful boljše počutim, če so lepo segreti. Tako da ta vaja spet ni neki mišljen, da zdaj dodajam ful volumna na hamstringe, tako je na začetku, ampak res lih en working set, da jih malo segrejem in potem da gremo na squat. Počepe, tako da imamo dva working seta, čisto na koncu ciljamo nekje 8 ponovitev. Kot sem rekel, danes grem na PR glede teže, tako da bom dvignil kilažo. Zadnjič sem z 170 ali 174 naredil 8 ponovitev, tako da, ali celo 9, tako da danes ciljam na 180, nekje do 6. Če naredim manj kot 6, nisem še spremen za 180, karkoli je nad 6. Do tam pa bomo imeli 3 sete, stopnjevalne, tako da bom šel samo z 20, kar mi bom šel, tako da bi se reklo 60, 100, 140, 180, to je to. Idemo! Ajde tek, idemo! Kontroliraj to, kontroliraj, yes! Baš! Easy, vidiš da je easy, idemo, gor! Še, baš! Še, easy gor, ja, gremo še, zdaj te ne spustim ven, idemo! Yes! Easy, sam Max, gremo! Še, sam, vse sam, Mark, gremo še. Še. Ja, še enega bo šel, gremo. Let's go, dej, še enega, dej. Yes! Ok, evo, 180 kaj je šla, spustil dušo, zdaj se mi je zadnje 5 minut vrtelo. To so konsekvence z heavyweighta, to je treba zdaj iti, če ne bom zdaj, ne bom nikoli. Tako da v tem drugi working set sem šel 6 ponovitev, zdaj gremo na naslednjo vajo in sicer seated hamstring curl. Tu pa zdaj gremo, pumpamo volumen za hamstringe, tako da imamo tu 2 working seta, malo več ponovitev, nekaj okoli 12 ciljamo, ampak vseeno res heavy, controlled in heavy.
katero misliti med katerikoli hamstring curli. Ta nasvet vam posredujem, ni moja stvar, ampak sem jo čul pri Hypertrophy coachu in ko sem jo začel uporabljati, pač mi je ful zboljšalo vse hamstring curle, seated, laying. Je v bistvu na to, da se sploh ne fokusiraš na zadnjo ložo, ampak se fokusiraš na to, da quadse čim več porivaš v ta pad, ki te pač suporta. V tem primeru je ta, ko pač imaš laying na tisti pač, kateremu ležiš. In s tem je potem stabilizacija vsega dosti boljša in se aktivirajo res samo zadnje lože. Sedaj vaja RDLs, bomo pa to naredili tisti izvedbom stiff RDLs, stiff leg, torej čim bolj ravne noge. To je tudi bolj heavy, tako da imamo tem 2 working seta, nekje okoli 8 ponovitev. Intensity, tu bo sigurno zmanjkalo zraka v glavi na tistih working setih, tako da let's go. Prav ti je všeč držati brez tega. Kot vidite, se je snemalec zamenjal. Leo je za kamero, je prevzel pobudo, tip mi je zdaj zoomal v nos. Free plate, 2 working seta, zadnji sem naredil 6 ponovitev, ciljamo na več kot 6, 7, 8, will be good. Gremo še na zadnjo vajo, sicer ta horizontalni leg press. Tukaj imam samo en working set, zares zaključiti. Poskušam dati noge čim bolj gor, čim bolj široko, on the pad, čim več raztegnem zadnjo ložo, aktiviram tudi malo gluteus in evo, zaključimo z to zadnjo heavy vajo in setom. Trening zaključen in z Leonardijem se odpravljamo na post-worki, na kateremu nismo bili že long time. Ta bulk, jaz nisem bil še v Subwayu, tako da itak tudi vi niste videli Subwaya, zdaj že ne vem koliko časa, tako da post-worki v Subwayu danes pride full prav, ker mi manjkajo kalorije danes, tako da letimo, sendviči in mogoče tudi cookie. Oops, busted! Cookie up to the gym! To bomo zdaj jaz in Leo, tako da gremo jesti, ker smo lačni. Hojem nos. Šta bi rekao? Dječke.
Kje je ta otrok? Ker vem, da te lahko prevagamo apetitu. Kaj, v? Ne, ta piškot je... Ne velja. Leo je pojedel samo 1,5. Progressive overloada, ker včasih sem komaj pojedel enega, zdaj je že šlo 1,5 plus kuki, kar v redu in mi ni slabo, sem v redu. Ja, ne, res, odlično sem. Tako da mogoče, ajde, tega bi še stisnil pol, ampak potem bi že bila kriza. Tako da še malo in bomo lovil maksa. In kako boš ti zdaj to zmotal, ajde? Boljše vprašanje, kako znaš ti to zmotati? What? Ma kako? In pol tle dajo nalepko. Ma kako? Certified fat ass. Ma ti se res certified fat ass. Mojega. Burrito. Ok, folk, prišli smo še do konca tega YouTube videa. Kot vedno, vse moje linke imate v descriptionu do Jimbeama, moje spletne strani, kjer najdete For My Future oblačila, do vprašalnika za brezplačno prijavo na videoklic za coaching z mano ali z Leotom in seveda do bulk programa, tako da vse to najdete v descriptionu. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje napiši Subway. Če ti video bil všeč, absolutno ne pozabiti spustiti lajka in če še nisi, klikni subscribe, malo nam manjka do 6000. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.